Monografija, ki sem jo naslovil Prva partizanska pomlad, obravnava eno od ključnih obdobij v razvoju Slovenske partizanske vojske v prvi polovici leta 1942. Rekel, gre za eno od ključnih obdobij v razvoju, in sicer v tem, ker je partizanska vojska oziroma takrat pravzaprav še njen nastavek, tudi uradno ali pa neuradno se je nazivala seveda samo Slovenske partizanske čete, je to obdobje, v katerem se je pravzaprav iz do tedaj ločenih nastavkov partizanskih enot gverilskega vojskovanja razvila v prvo, lahko rečemo, vojaško organizacijo v smislu seveda strokovnega pogleda. In vse to je seveda nastalo z dvema vzporednima procesoma. Z procesom, ki ga je vodilo njeno vodstvo oziroma boljše še vodstvo odporniškega gibanja, ki si je zamislilo spomladi 1942 njeno drugačno organizacijo, in na drugi strani tistega, kar se je dejansko dogajalo v posameznih slovenskih pokrajinah. Nastala je vojaška organizacija, ki je bila strukturirana v, lahko rečemo, štiri hierarhične stopnje, čete, bataljoni, odredi in grupe odredov v Ljubljanski pokrajini, torej na Dolenjskem, Notranjskem, Beli krajini, Polhograjskih Dolomitih. Ta strukturna analiza je pokazala seveda tisto, kar se vidi tudi iz splošnih značilnosti, namreč, da se je struktura pripadnikov bistveno pomladila, da je bilo približno 2/3 pripadnikov mlajših od 25 let in mlajših od 20 let celo približno tretjina, da je ponekod motivacija, propaganda, pozivanje na vstop ali pa popolna prostovoljnost privedla do tega, da se je vključilo v partizanske enote celo toliko borcev, kot bi bila neka oblastno ukazana splošna mobilizacija, nad 10% prebivalstva ali v izjemnih primerih celo okoli 15%. Na drugi strani je pokazala ta analiza seveda tisto, kar so v političnem smislu ali pa v širšem smislu tudi razglabljali, seveda, da se je velik del prebivalstva, kmečkega prebivalstva, priključil partizanskim enotam, ne glede na hkratno revolucijsko noto. In tretje, to obdobje je bilo grobo prekinjeno v njegovem organskem razvoju z velikim protisunkom italijanske in tudi nemške okupacijske oblasti, zlasti v Ljubljanski pokrajini, priključeni Italiji, kjer je italijanska vojska od julija pa tja do začetka novembra izvedla daleč največjo vojaško operacijo zoper partizansko vojsko v vsem obdobju okupacije, preureditev partizanskih enot v brigade, ki so bile po definiciji in tudi dejansko potem vedno bolj premične, kjer je teritorialno gverilsko bojevanje prešlo pravzaprav v neko manevrsko
kot so poskušali tudi nekateri jugoslovanski teoretiki definirati partizansko bojevanje. Tudi na Slovenskem, najprej seveda v Ljubljanski pokrajini, in sčasoma se je ta model prenesel v približno pol leta tudi oziroma v naslednjem letu v večino slovenskega ozemlja oziroma večino pokrajin, katerih je nam želela in si prizadevala delovati slovenska partizanska vojska.